kak si? Kak je bila pot v Maribor? Zdaj, danes? Čez sredo. Vreda? Mal, kot vedno, nekaj dela na cesti. Gužva? Tako da je. Mal, čist mal. Hello, danes je z mano Anastasija. Sem prav izgovorila? Ja. Ja, ok. Iz kod prihajaš? Lahko to najprej poveš. Iz kod so tvoje korenine? Jaz sem Rusinja. Živela sem celo življenje, oziroma prihajam iz Moskve, iz okolice Moskve. Zdaj pa živim tu, v Sloveniji, že mislim, da več kot 8 let. In kako bi rekla, da je bilo, kakšno bi rekla, da je bilo tvoje otroštvo, kakšno bi rekla, da je bilo odraščanje v Rusiji, lahko malo opišeš, poveš, kak je spomin, če se česa tako res spomniš, če imaš kaj vsidrano zadaj v možganih. Zelo zanimivo vprašanje, ker se mi zdi, da določenih stvari se niti ne bom spomnila, ker meni se zdijo navadne, kar mogoče bi lahko vam bilo vas bi lahko presenetilo. Glede na to, da sem le malo starejša in sem še ta generacija, ko smo odraščali brez nobene tehnike, mislim, brez nobenih tudi telefonov, računalnikov in tako naprej. Svoj prvi računalnik, mislim, da oziroma internet sem prvič imela, mislim, da ko sem bila 14 ali 15 let stara. Sorry, koliko si stara? Jaz sem 27 let stara. Ok, no pol nisi tako starejša. Si še rekla 35. Ok. Pa bi rekla, opa. Ne, povej. Torej, ja, bolj tako, ne vem, sproščeno okolje, manj igrač, manj tehničnih stvari, več narave, več koles, ne vem, nekaj v tem smislu bi bilo. Kako bi potem rekla, da je bilo recimo šolanje, ne? Zdaj bila si potem tudi deležna, bova se tega malenkost kasneje dotaknili, izobraževanja tu. Kako bi rekla, da je bilo tam? Veš za neko stvar mogoče, ki je tam drugačno, nosite uniforme, kdaj greš v šolo, dokdaj si v vrtcu? Načeloma, kar se tiče samega šolskega sistema, bi rekla, da je dokaj približno, neke stvari se razlikujejo, ampak dejansko je dokaj isto, lahko bi pa izpostavila eno zelo zanimivo stvar. In namreč to, da nas oziroma Rusov od začetka, od malega učijo, da smo čim bolj povezani. Smo čim bolj povezani in da znamo delati v timu, znamo drug drugega podpirati in pač na nek način s tistimi, s katerimi začneš v prvem razredu in pol, če greš do konca z istimi, v glavnem, s katerimi tudi zaključiš šolo, si ponavadi res prijatelj, res, ne vem, greš čez več slabih in dobrih stvari. Ja, in to povezanost dejansko tudi nadgrajuješ pol, ko si na faksu. Ja, kar je zame bil, na primer, en velik šok, ko sem bila tu na faksu med enim izpitom. V glavnem sem, ne vem, če lahko to povem, sem uporabljala šminkice. Ja, lahko. Tudi lahko uporabljaš, je vprašala, prej smo začeli, če se bojo njene ruske kletvice rezale, sem rekla, da se ne bojo, tako da lahko uporabljaš kletvice. To ni pa kletvice, to so bili šminkice. Ne vem, ampak tudi, če bo želela uporabljati, glej, komod. Ja? Torej, ja, in se spomnim, kako na koncu samega izpita je do mene prišla neka deklica, sošolka, in je pripeljala zraven še par prijateljic in mi je pač to tako povedala, ja, pač smo vse videli, ne? Si bila tak, ja, in? Meni je to bilo tako, kaj? Mislim, v Rusiji bi bilo čisto normalno, v Moskvi, tudi na faksu, ko sem bila, da jaz, če vidim, da si ti, moja sošolka, in ti nekaj uporabljaš in jaz vidim, da profesor se premika v tvojo smer, jaz ga bom poklical, jaz bom dvignila roko, bom zastavila butasto vprašanje samo zato, da pač preusmerim pozornost. In sam zato, in ne glede na to, ali si moja prijateljica ali pa ni, mogoče, ne vem, samo 2 besedi sem ti rekla v vsem tem času in te ne poznam, si pač le moja sošolka, moramo biti povezani, smo tim. Tako da je ena taka zanimivost. Da nasplošno želiš
in general pač nekomu dobro, ne? Ker zakaj bi zdaj ti nekomu, tudi če ne vem, nekoga ne maraš, mu ne želiš slabega na ta način, ne? Ker to se mi vseeno zdi, da je izobrazba. Dava se malenkost vrniti, torej ti si potem iz Rusije prišla v Slovenijo in potem si se odločila, da boš ostala tu. Zakaj? Kaj je privedlo do tega? Kak te je naš čudovit Maribor tako čaral? Na začetku ni to bil Maribor, je bila nasplošno Slovenija, ker prvo smo prišli sem z družino, nam je bilo zelo, zelo všeč. In čez nekaj časa je padla ideja, ker sem vedno sanjala, da bi študirala nekje v tujini, da pač poskusim zbrati potrebno dokumentacijo, poskusim nekam se vpisati. In glede na to, da sta takrat bili na meniju samo dve fakulteti, ljubljanska ali mariborska, in ljubljanska je imela pogoj pred vpisom, da prineseš potrdilo o upravljenem izpitu iz znanja slovenščine, ki ga itak nisem imela. Mariborska fakulteta ga pa ni imela, oziroma je imela isti pogoj, sam si mogel predstaviti ta dokument do konca študija. Se pravi, sem imela še čas, da še istočasno s pravom pač hodim na tečaj slovenščine. Tako. In torej z družino ste prišli najprej na izlet ali ste prišli direkt, da se preselite? Ne, prvo smo prišli na izlet po priporočilu enih naših kolegov, itak v Rogaško Slatino. Rogaško Slatine, mislim, vse do zdaj ostaje nek tak rusko govoreči kraj Slovenije. A, to niti ne veš? Ne, to pa nisem vedela, no, evo, povej. V glavnem, več let se je Rogaška štela za en tak rusko govoreče, se bom ponovila, kraj, ker ogromno Rusov je prihajalo tja zaradi čudežne vode, Donat Magni. In se je to priporočalo naprej in predvsem v času prvomajskih počitnic, v času božičnih počitnic, če se pravi odražam. Ja. Tako. V glavnem, to je bilo polno z Rusi in sem slišala tudi od marsikoga, da v Rogaški se nisi niti mogel zaposliti, vsaj pred časom, ne vem, kak je zdaj, če nisi govoril rusko. Res, se pravi, jaz govorim o hotelirski, gostinski dejavnosti, ne, tista dejavnost, ki v glavnem ob kateri imaš stik z tujci. Pa bi rekla, torej, potem, ko ste prišli sem, kako bi recimo zdaj opisala svojo družino? Ste bili v Rusiji, bom rekla, med tistimi malo bolj premožnimi, torej na nekem čisto normalnem rangu, kje bi vas opredelila? Ste dosti potovali? Bi rekla nekje višje srednjega. Potovali smo, ne vem, nekajkrat na leto verjetno. Tudi pogosto smo šli obiskati mojo starejšo sestro. Sestra namreč živi v Belgiji, je poročena z Belgijcem. Okay. Tako da smo malo tako razpršeni po celem svetu zdaj. Tako da ja. Torej, potem, ko si prišla v Maribor, si tu koga poznala ali si rekla, ok, jaz bom šla v Slovenijo, ali je še bilo kaj drugega? Si še razmišljala o katerih drugih državah ali si takoj vedela, to je to, jaz hočem iti v Slovenijo, hočem iti na pravo. Kako si se za to odločila? Tako, nisem izbirala med nobeno drugo državo, oziroma samo Slovenija je bila pred mano, ne vem zakaj, niti ni bilo govora o tem, pa če padla odločitev oziroma padla ideja in jaz glede na to, da sem vedno bila človek za akcijo, jaz sem rekla, gremo. Jaz sem jutri, pojutri, pač sam spakiram pa grem, ne vem zakaj, vedno mi je bilo to enostavno sprejeti neko odločitev. Ja, pol se sooča s posledicami in mogoče ti je malo žal, oziroma si malo živčen ali jezen ali karkoli, ampak je že prepozno, ne, sprejmeš odločitev v trenutku. Torej, kaj si rekla, da si razmišljala potem za nazaj? Da bi kaj naredila drugače, če bi lahko zagledala? Bi si vzela kako drugo državo tudi v obzir? Mislim, da ne, glede na to, da sem se na nek način ustalila v Sloveniji in se mi zdi, da je moja slovenščina tudi zdaj na takem nivoju, da se res sproščeno počutim, kjerkoli že sem.
Se mi zdi, da je prav fajn, tudi glede mentalnosti ljudi sem se malo navadila na to tekmovalnost tudi med samim študijem. To je samo na začetku bilo malo čudno in nisem tega mogla razumeti. Pa sem rekla, če pač mora biti nekaj slabega, pa nekaj, kar me bo motilo, naj bo to. Ostalo vse štima. Naj bo tekmovalnost. Ja, to se mi zdi, da vseeno, ker če zaprimerjaš velikost, ne, Rusije pa Slovenije, ko si tu dobesedno v 2 urah popol na drugem koncu države, ne, je kar tudi tak, pa se ti zdi Slovenija kot država tako zaprta za neko drugačnost, še posebej, ker si ti prišla iz tujine. Je bilo veliko nekega obsojanja, gledanja po strani? Niti ne, oziroma mogoče čist mal, ker nasploh se mi zdi na samem začetku, ko sem zelo slabo govorila slovensko, takrat, ko sem se vpisala na fakulteto in ko sem kjerkoli poskušala govoriti slovensko z napakami, vem, da tudi zdaj delam napake, ampak v glavnem takrat jih je bilo veliko več, zelo počasi sem nekaj poskušala dopovedati, vedno so ljudje bili zelo naklonjeni meni, mogoče, ker sem to bila jaz, ne vem, pač res vedno sem čutila tako podporo in pač neko željo pomagati, vsi so bili na nek način, nikoli tega nisem slišala, naprimer, ampak se je dalo zaznati na energijskem nivoju, nek tak ponos, verjetno so ljudje čutili, da nekdo se trudi govoriti slovensko in to pravilno. Mislim, to je meni bilo tudi en tak push, oziroma dodatna motivacija, wow, če so tako ponosni name, zakaj bi se jaz ustavila? Ja, definitivno. Zato se mi zdi, ker pač spet, ne, ker je Slovenija tako majhna in že jaz, ko vidim pri nekih stvareh, noben se ne bi prilagodil, pač si bi samo, da se pogovarjajo po njihovo in redko kdo se gre slovenščine učiti. Kak ti je bilo potem to na faksu? Torej, ti si prišla v Slovenijo, si šla na faks, brez da si znala jezik, kak si se sporazumevala? Po angleško? Si znala kaj angleško? Ja, v glavnem, na začetku je bilo kar zanimivo. To še moram povedati, da se nisem vpisala v prvi letnik, vendar takoj v drugega. Zakaj? Ker takrat, ob tem času, ko sem se vpisala sem na fakulteto, sem že naredila 2 letnika v Moskvi in zato so mi nekaj predmetov priznali, razen enega, ustavno pravo, mi niso priznali ustavnega prava. Sem ga mogla narediti in meni je to bil pogoj, če narediš ustavno pravo v avgustu ali septembra, oktober greš v drugi letnik, če ne, pač greš v prvi letnik. Ne? Seveda sem naredila vse, sem celo hodila na neke ure, učne ure, kako sem reči, neke pripravljanje na izpit, ni to bil tečaj slovenščine, to je bil tečaj ustavnega prava, zato da ga naredim v slovenščini. Ne? In pol niti ne vem, kako mi je uspelo, mislim, da bolj s podporo tudi profesorjem mi je to uspelo, ker pol sem se vpisala. Bravo, v drugi letnik. Torej začela pa si, torej nisem vedela, da si naprej začela v Moskvi, pa si se potem torej prešolala v Slovenijo. Ne glih. Nisem vedela na začetku, če me bo sploh uspelo v Sloveniji ali ne. In zato študije v Moskvi nisem opustila. Jaz sem samo spremenila obliko študija iz rednega v izredno obliko, kako to zgleda v Rusiji, vsaj na moji univerzi, da si samo 2-krat na leto, takrat, ko imaš izpitno obdobje, prisoten na faksu, drugače pa ne rabiš. Pač je popolnoma nadaljavo vse urejeno. In zato vsa ta leta nisem študirala samo tu, vendar sem študirala na 2 univerzah hkrati. In si potem na 2 univerzah hkrati, torej v ruščini in v Sloveniji, naredila enake predmete? Ne glih, ker pol zelo kmalu se je začela specializacija, pri nas se temu reče, v Rusiji in sem imela bolj take specifične predmete. Tu je pa bilo bolj splošno, ker tu sem bila na prvi stopni. Tako da ja, nekateri predmeti, med drugim tudi rimsko pravo in sem zelo hvaležna, če me gleda slučajno ta profesor zdaj, sem zelo hvaležna, da mi je priznal ta izpit. Mu lahko pošleš link, evo, ko bo zunaj. Ga nisem niti nikoli videla.
Aha, Sem okej. dobila sem pa odločbo. V Vem, Rusiji da ali v je- Sloveniji? V Sloveniji, Okej. v Sloveniji. Ker rimsko pravo se baje šteje za najtežji izpit. Ja, tu. definitivno, In zato to si pravim, večina da ljudi sem pusti, ja. zelo hvaležna, da je bilo tako, kot je bilo. Okay, torej zdaj imaš narediti 2 univerzi. Točno tako. Ampak kakšen imaš naziv na eni pa na drugi, ali je naziv enak? Tu je prva stopnja prava, se pravi diplomirana pravnica. Aha, diplomo imaš, ok. Ja, v Rusiji sem pa magistrica prava, ker A sem torej tam pa naredila še 2 imaš- stopnji. Ok. In potem, ko si zaključila, torej zdaj, koliko vem, se ne ukvarjaš s tem, ali se ukvarjaš s tem? Ne, že približno 3 leta Ok. sem se malo prešaltala oziroma preusmerila v drugačne vode. Na začetku sem bila odločna, da nadaljujem pot v pravu v Sloveniji, vendar sem hitro spoznala, da bi težko, oziroma da se veliko boljše počutim in sem lahko veliko bolj koristna kot povezovalec. Kot oseba, ki govori tuji jezik, ne, v mojem primeru je ruščina, in ki lahko povezuje dejansko pravnike, odvetnike, notarje slovenske s tujci. Ker pod ruščino, ne, ko govorim ruščino, ne spadajo samo Rusi. Ne. To gre in za Ukrajino, in za Belorusijo, in za Azerbajdžan, in za Gruzijo, in za Armenijo, in za Moldavijo, in za marsikatero še državo, da dejansko pokrivam kar veliko področje. Še vedno sem ostala v stiku s pravniki, z odvetniki, ki me občasno prosijo za pomoč ob prevajanju. Tako da ja, načeloma tako. Pa si kdaj razmišljala, to mi je zdaj čisto tako prišlo, random ideja o prevajalstvu, da bi tudi prevajala kakšne stvari, zdaj ko slovensko verjetno itak vse razumeš, večino stvari, dokler ni zares tisti ornk na glas, torej zelo nek na glas, ne? Si razmišljala kdaj o tem? Da bi kaj, še enkrat, Da bi prevajala bilo prevajalstvu, ja. Načeloma Samo glih jezikov. zato sem 2 leta nazaj naredila izpit znanja slovenščine na ravni odličnosti. Zdaj imam nivo C2, kar mogoče ne bo zdaj logično, glede na to, koliko napak se eno naredim, ampak to je bolj zaradi živca. Ne narediš, res. Sem poslušala, prej si popravila edino en, pa šas ne vem, kako se temu reče, predlog. In Okay. so to predlogi? No, ja, samo to si drugo nič. Tako da, pač res ti gre super. Ja, Glavno sem naredila ta jezikovni izpit, ki je bil en tak velik korak k eni večji zgodbi in načeloma mogoče, če bo vse po sreči, čez nekaj časa dobim dovoljenje, da grem še na en izpit in to za to, da postanem sodna prevajalka oziroma sodna tolmačka. Vendar tam so tudi svoje zakonske pogoje, moraš imeti tudi slovensko državljanstvo, tako da pridno delam v tej smeri. Tako da bomo videli. Čakaj, ne vem, začam prav, to je tisto, ko dejansko se dogaja neka sodba in si ti na licu mesta in na licu mesta prevajaš, to je to? Načeloma sodni tolmač pokriva polno različnih področji, od tega, da ti mu pošlješ katerikoli dokument oziroma uradni dokument v tem jeziku, ki ga obvlada, za katerega je dal za prisego, če sem se sploh prav izrazila, do tega, da ga lahko povabiš na obravnavo, do notarja za podpis pogodbe, na policijo in tako naprej. Se pravi, tam se uradno podpiše. Jaz, na primer, še zdaj lahko grem prostovoljno pomagati nekomu, kjerkoli privajati, vendar nikjer ne smem biti zavedena, ker nimam nobenega statusa v tem smislu. Pa, čakaj, prej si omenila, da rabiš slovensko državljanstvo. Zdaj ga nimaš še? Ne. Pa si tukaj že 8 let? Več, ja. Ok, kako to? Si dala prošnjo, nisi dobila odobrene prošnje? Kaj je bil problem? Ni nobenega problema, zdaj še vedno čakam, to so ponavadi trajajoči postopki, tako da bomo videli. Mogoče, če me gleda, kaj ministrica. Ja, pohitite malo, ker je 8 let že kar dosti, ne?
Ne smeš takoj Aha, okej. takoj na začetku dati prošnje, prvo moraš iti Najprej čez moraš, vse ja. pač postopke in pol, ko si upravičen, ja, šele takrat daš. Ampak glede na to, da si naredila tu fakulteto, da živiš tu, ne vidim razloga. Ok, imam napisano eno stvar. Dating life v Rusiji. Wow. Povej mi, kaj o tem. Kak je bila neka tvoja? Si imela kako ljubezensko zgodbo tam? Prvi fant, lahko poveš? Lahko povem malo bolj nasplošno. Lahko poveš. Manj Ti kar konkretike. povej tako želiš. Jaz bi lahko povedala, naprimer zdaj, ko si ti že to omenila in nisem bila pripravljena na to, sem ti hotela izpostaviti eno spet razliko veliko med Slovenci pa Rusi. Vsaj govorim o večini, da ne bo zdaj kdo užaljen. V glavnem, načeloma sem odraščala v svetu, kjer so moški na nek način glavni in se te ne izraža v nekem nadvladovanju pa vzvišenosti, vendar se to izraža v neki skrbi za žensko, tudi če ti nič ne pomeni, tudi če jo komaj poznaš, tudi če nimaš nobenih romantičnih namer glede nje, je nekako logično bilo vedno od malega, da vsak moški bo zate poskrbel. Se pravi to, da hodiš nekje z nekimi težkimi kovčki, pač ne vem, koliko časa boš, niti ne vem, 10-15 minut ne boš hodila, če te bo pač ura, ko bo veliko ljudi od zunaj, da ne bi do tebe pristopil kak moški in bi ti rekel, da ti pomaga. In spet ne pričakuje nič za to, ne, da mu boš še kaj mogoče. Ne bom niti nadaljevala. V glavnem, ja, isto glede plačila na zmenkih, tudi če govorim že o kakem romantičnem odnosu, tudi če greš na kosilo ali malico s sodelavcem, s katerim nimaš in on nima s tabo nič, je nekako logično bilo, da vedno plača. Ne zato, ker sem razvajenka in zdaj pravim, da je temu tako in tak je prav, ampak jaz sem bila res zelo presenečena tu v Sloveniji, lahko eno zgodbo povem. En fant me je povabil na srečanje v kino. Na samem začetku, ko sem bila tu, se pravi, še komaj sem govorila slovensko, v redu, odlično, pridem v kino in malo zamudim. Priletim, on čaka zraven blagajne, drži takle karto in račun in reče, ja, veš kaj, kje pa si bila, poglej uro, ne? Jaz imam 10. sedež, 10. vrsto, pohiti, upam, da je še kaj prosto zraven mene. Ok, si imela res, ja. Se pravi, kupiti karto, ne, to je preveč. Ja. Tu bom brez besed. Hvala Bogu, meni se še kaj takega ni zgodilo, ja. Ampak ja, definitivno smešno. A že to, kak si pa glede zamujanja? Glede vsega si zamudila, ne? Kak se tam v Rusiji? Je vse tak natempirano ali je malo bolj tak chill? Ni chill. Ni chill. Veliko bolj natempirano in zato na začetku, naprimer, meni je bilo tu, oziroma vsem, tudi mojim družinskim članom je bilo tu zelo težko, ker te stvari, ki jih lahko v Rusiji opraviš v enem dnevu, tu lahko reješ mesece. In pač, če je neka oseba slučajno odsotna, jaz govorim o kakšni upravni enoti ali kakšnikoli državni ustanovi, jo noben ne nadomešča, pač čakaj, ko pride pa ne vemo. Ne? In to je ena taka tudi zanimivost, na katero sem se mogla prilagoditi. Ja, tu se mi zdaj že glede zdravnikov kličeš, ti reče tista tajnica, ko imajo naštimano, da je ne vem, do 25. zaprto, danes je že 27. še vedno se isti zvok vrti, ne. Zdaj lahko povem, Anastasija je tudi moja stranka
moja online stranka me je kontaktirala in zadnjič smo naredili tudi prvi trening. In jaz sem hotela pustiti telefon in vse, pač meni je to normalno, da pač ko sem jaz v fitnessu, itak sem tega navajena, tudi če kdaj omarce ne zaklenem, pač se nič ne zgodi. In pač jaz sem hotela pustiti logično najne telefone, pa vode, pa strepse tam, da smo sam šle na WC ali po kaj. In Anastasija je bila cela zaprepadena, da nam ne bo nekdo kaj vkradel. Ne, jaz sem vse vzela in sem šla pač zraven. In ona je vse natovorila si v roko in je hodila tak. Tako da ja, to tudi verjetno izhaja iz Rusije, ne? Če ki za vas lahko naredim ASMR. Evo, no povej. Ja, isto, naprimer, ko grem iz avta, v avto nikoli nič ne pustim, ne vem, vsaj na vidnem mestu, denar, dokumente, ne vem. To, ko vidim, da poleti puščajo avtomobile z odprtimi okni, še vedno ne morem tega razumeti, oziroma sem tako živčna, se ti bo nekaj zgodilo. Bi se postavila tja v stražo. Ti bojo ukradli avto. Zaradi, no kaj, kako pa je v Rusiji glede tega? Je dosti kraje, torej. Ja, oziroma, ne vem, na nek način smo bili vedno tako naučeni od zakaj rečem smo, ne, vsi otroci, ne, so nas tako učili, da z nobenim se ne smeš pogovarjati, pač, isto tu, ne, tu vsakega pozdraviš, ne vem, ko reš mimo, v Mariboru verjetno ne, tako, ko si ki je na vasi, pač, to je normalno, predvsem v hribih pa še bolj. To, da naprimer greš z otrokom, pa nekdo pride do tvojega otroka, pa se ga dotakne ali pač ne vem, poboža mu lase, pa mu nekaj ponudi, pa otrok vzame, je normalno. Mene pa kar strese, ker mislim, ne smeš, ne? Te vzorci verjetno, ki se ti ostalijo v glavi od malega, verjetno se jih težko znebiš. In v tem primeru samo razmišljam o varnosti, samo razmišljam o tem, kako so pri nas otroke kradli, kako, naprimer, sem tudi jaz, tudi ob moji šoli, kam sem hodila, se je to dogajalo in jaz sem bila naučena, pač vedno, da imaš jezen pogled. Vedno paziš na svoje stvari. Se pravi, ne vem, če imaš kako torbico čez pas, ja, pravilno, spravilno. Veš, kako mi tega rečemo? Crossbody. Veš, kako se tega reče? Čez pas, čez ne, veš, kako se tega po domače reče? Peder, točno. Zelo fajn. Se pravi, jaz sem toto zadeva vredno nosila. Okay. In v glavnem, če to imaš, nikoli ne smeš obrniti, ne bom ponavljala te besede, da pač imaš pri hrbtu oziroma riti, vendar vedno moraš paziti, ne? Ker to, ne vem, da ti nekaj ukradejo na avtobusu ali pač kjerkoli na podzemni, je 1, 2, 3, pa je gotovo. Si imela kdaj tako izkušnjo? Na srečo ne. Sem pa videla nekajkrat, da se to dogaja, oziroma sem preprečila nekajkrat take kraje, tudi eni moji sošolki. Tako da ja, moji sestri so večkrat kradli stvari. Sestra si pa rekla, da se je preselila v Belgijo. Je lep čas je že tam, starejša sestra, ja. Sma kar velik narazen, tako da ja, je že pred časom se je preselila. Koliko časa, če ti si stara 27, ona pa? 18 let starejša. 18 let, imamo matematiko. Imamo še eno. 45. Niti ne vem, verjetno. Imaš že kakšne nečakinje? Ja, jaz imam drugače 5 nečakov, ker imam 2 sestri, še eno vmesno imamo sestro. No, ja, smo 3 deklice. 3 deklice, najlepša hvala. Tako, odlično. Ure slovenskega jezika. Ja, ne, sej pač res ti gre super, po moje se bodo tudi vsi gledalci, pač poslušalci strinjali, ker itak je slovenščina težki jezik. Zdaj lahko ti dam primer, moj stric od tete mož, on je iz Tunizije. On zna angleško tekoče, nemško tekoče, francosko, špansko, tunizijsko, ampak slovenščina zna pogovorno, ampak tudi je to pač ful težki jezik, ne, sploh zaradi tega, ker s kom se ti recimo zdaj tu pogovarjaš po slovensko? Če recimo rečemo, ko si prišla sem, si se pogovarjala s kom po rusko, ali si za vsemi poskušala govoriti slovensko? Nažalost, naredila sem ogromno napako in se prva pol leta ogromno imela stika z ogromno rusko govorečimi preseljenci. Tukaj? Ja, se pravi, ne vem, Ukrajina, Rusija, to je to. Ter tudi ob komunikaciji s Slovenci sem uporabljala angleščino, ker
oj, pa me bojo čakali, pa me bo sram, pa angleško je lažje. In sem si dejansko naredila veliko škode s tem, da sem bremzala razvoj svoje slovenščine, ker dejansko bi lahko začela govoriti veliko prej. Takrat, ko sem pa sprejela odločitev, kot sem že prej omenila, glede sprejemanja odločitev, sem pa rekla, zdaj pa dost, zdaj pa pustimo vse, nobene angleščine, angleško več ne govoriš, ta, ki želi, bo pač počakal in poslušal do konca, oziroma počakal, da zložiš ta stavek v svoji glavi, ta pa, ki ne, naj gre. In šele takrat se je začela razvijati oziroma nadgrajevati moje slovenščine. Pa so potem kakšni ljudje šli stran? Ja, vem, da sem to zdaj rekla in si ste zdaj upičila v to besedo, ampak res ne znam vprašam. odgovoriti. Verjetno zaradi tega ne glih, je pa res, da se je moja okolica stalno spreminjala, tako da niti ne morem reči, kdo je šel in zaradi kakega razloga. Ja, torej bolje je bilo pač v tvoji glavi, ne, kot to dansko, da bi te ljudje obsojali. Pa bi rekla, da si hitro tu navezala stike tudi tak s kakimi Slovenci, še imaš zdaj kako prijateljico, ko si jo recimo na faksu spoznala Slovenko, pa da se še mogoče zdaj družita, ti zdaj živiš kje? V okolici Celja, nedaleč stran od Celja, ja. Ok, ja. V glavnem, načeloma ja, sem spoznala dve čudoviti deklici, vendar nažalost samo na koncu študija, mislim, da zadnje leto je bilo, pred sem diplomirala, brez vse. In obema je ime Anja. Okay. V glavnem, ja, čudoviti deklici, nekaj mesecev nazaj sta bili tudi pri meni na obisku, po dolgem času smo se videli. Ostalo pa je bilo bolj tak, znanci, s katerimi zdaj nimam nobenih stikov. Kaj pa z družino, glede na to, čakaj, tvoji so v Moskvi, ne? Sestra je v Belgiji, kje pa je srednja sestra? Je tudi tu. Okay. Je Je v Sloveniji? Je tudi tu, Okay. ja. Ste dosti v stikih? Zdaj malo manj, ker se je preselila. Mislim, v drugo mesto. Ja. Kakšno je pa že bilo vprašanje? Za družino, torej Ja. iz Moskve. Ste dosti v stikih, zdaj še posebej, ko je bilo to vojno stanje in to, kak je bilo z vašimi stiki? Glede na to, da starša sta tudi tu, le občasno gresta v Moskvo in glede na to, da je Moskva dosti oddaljena Ja, kar od vseh varno, ja. teh obmejnih dogajanj, bi rekla, da se niti ni občutilo tako, da bi neki čutil, videl, bi se lahko nečesar dotaknil, če me boš sploh razumela. Je pa res, da ogromno ljudi, tudi iz naše okolice, iz moskovske regije, so jih poslali, te fante, mlade fante, so jih poslali pač na to lokacijo tega vsega dogajanja. Zdaj moram malo paziti, kako se izražam, ker Je vseeno občutljiva to so zelo tema, ja, zanimive zgodbe definitivno. in vsi lahko čist drugače razumejo. In če bom zdaj navezala ta svoj odgovor na tvoje prejšnje vprašanje, če si izgubila kaj ljudi zaradi tega, no lahko rečem, da zdaj v zadnjih letih sem izgubila nekaj ljudi zaradi tega dogajanja zdaj. In najslabše je po mojem mnenju to vojno stanje v glavah ljudi, ko en drugemu nisi naredil nič, en drugega pa sovražiš. Ja, ravno Samo zato, ne. zaradi medij. En gleda ene medije in verjame svojim medijem, drugi pa svojim. In pride do nekih kratkih stikov in pač ljudem si sovražnik. To je škoda. Si imela kdaj občutek, da je kdo prav tak rekel, okay, ja, to se dogaja v Rusiji, prav veš tisto, vsi ste enaki, ti si iz Rusije, ti si taka in to je to. In Kao potem slaba? neka slaba, kaj? Kao slaba ali kaj? Ja, v smislu, da bi nekdo rekel, ja, to se pri vas dogaja, vi ste taki, ti si tudi tak. Da bi te samo ovrednotil kot to in je to. In si izpostavil neko mnenje. Samo v tebi v Ukrajinci? glavi. Ja. Pač, če to lahko javno povem, samo ljudje iz Ukrajine z določenim omejenim pogledom na ta svet. Tako, ja. Sam to, Slovenci, ne. Čeprav je bila ena zgodba nekaj časa nazaj,
ne nekaj časa nazaj, takrat, ko se je vse začelo, do mojega nečaka v šoli je prišel. Tu v Ja, v Sloveniji. Ja. Tudi jaz mešam. Torej, ena sestra je v Belgiji, Ja, imaš druga tam, je tu. druga je tukaj, Ja. Tudi v Celju, tako si ti? Ja, pač okolica, ja. Aha, ok, dobro. In torej v Sloveniji do Ja, nečaka. ja. Okay. V glavnem, takrat, ko se je vse skupaj začelo, pri nas se v družini o politiki ne govori, se pravi, otroci še najmanj vejo o tem, kaj se dogaja, oziroma takrat, kaj se je začelo dogajati. In pol ga, v glavnem mojega nečaka, tu na slovenski šoli zahakle nek starejši, pač starejši učenec. Ja. In ga je pač zahakle, pa mu reče, ja, za koga si? Si za Ukrajino ali si za Rusijo? Pa on čiz zmeden, seveda za Rusijo, saj sem Rus, ne? Pa mu je rekel, jaz te bom ubil, pazi se. Zato jaz govorim, starše, omejen pogled, omejeno dejansko prepričanje in vse to prenašaš na otroke. In se razvija vojna v glavah ljudi. Ko sovražiš en drugega, pa še sam ne veš zakaj. Ja, definitivno se mi zdi, da je na staršu, ne, prej ravno pred tabo je bila ena gostja, ki je tudi mamica, pač na staršu je, da otroku, bom rekla, vcepi v glavo neke dobre navade. Po eni strani se meni ne zdi slabo, da so pač ljudje ozaveščeni, tudi recimo otroci, da vejo, kaj se dogaja, ampak ne pa na tak način, ne. Ok, razumem, ja, vejo, kaj se dogaja, vejo, kdo je za neko stvar kriv, ampak enako, če dava pogled, niso zdaj, ne vem, neki prebivalci Moskve krivi za to, kaj se dogaja, ne, se pustiva zdaj, kaj se tam dogaja, ampak kriv je tisti, ki je na vrhu, ne. In isto tu zdaj, Tisti, ki so da na nekdo vrhu. reče to otroku, ja. ki živi v Sloveniji, ki sploh nima pojma, kaj se dogaja, otroku, lahko vprašam, koliko je star? Takrat je bil v 3. ali 4. razredu. Koliko je to? 9, 10, 9 mislim, ok, da je. ok. 10. In ga je bilo kaj potem strah, ima Ja. kakšne travme? Glede na to, da je kar občutljiv fant, je bila zanimiva zgodba, ja. Mislim, In stres. kako ste potem rešili to? Jaz sem ponudila pomoč, moja pomoč ni bila sprejeta, oni so sami vse nekako rešili, niti ne vem kako. Jaz sem pa bila pristaš tega, da se je treba dobiti s staršimi, se pogovoriti. Otrok, ta starejši učenec, nima nič za, pač on ni nič kriv, ta naš tudi ni nič kriv. Ja, se je treba samo sestati s starši in se pogovarjati, ampak moj nečak ima svoje starše in so se sami Ja, in odločili. tako ogromno se lahko reši s pogovorom, ampak na splošno se mi zdi, da danes otroci, tudi tako jaz tudi imam bratranca mlajšega, ne, ki je v srednji šoli, kolegica ima brata, je v srednji šoli in slišimo neke zgodbe, pa ne samo na teh šolah, ko so v mestu, ne, ampak tudi tistih bolj na vaseh, da so pač otroci vedno hujši. Ne. Tudi pač moj ata je profesor in tu zdaj smo se pogovarjali z eno profesorico iz naše šole, učiteljico, ne, osnovna šola. In je prav rekla, da, pa če se recimo spomnim, ne, včasih so bili neki, bomo rekli, vragci, oziroma tisti, ki so bili malo bolj poredni, ampak tudi, ko so bili neki najstrožji učitelji, so jih znali, ne. Zdaj pa se še najstrožjim profesorom samo smejijo v obraz, ne, tako da vse je na starših, ne. Kaj ti misliš, da je tu najbolj krivo? Ker vi ste verjetno imeli v Rusiji nek red, neko spoštovanje, ne? Ja, vedno do starejših, do na nek način sistema, čeprav nisem pristaš tega, da si podrejen sistemu, ampak na nek način pač vedo vsi, kako se obnašati, vedo vsi, da določenih stvari si ne smeš dovoliti s starši, tudi če s tem ne strinjaš, ne, pač ne smeš in to je to. Mogoče to se ne sklada zdaj z modernimi načeli sočutne vzgoje, vendar smo pač imeli tako, da je bilo vse lepo definirano, kdo je starš, kdo ima več avtoritete, kdo ima manj, pač si otrok, pač moraš biti, pač tvoje želje noben ne posluša, ne? En tak primer, ne? Zdaj, ko jaz vidim pri sestrih, pri obeh, ne? Ko otroka hranijo, a moš to? Ne. A boš to? Ne. In pač skačejo okrog njega in pač predlagajo različne stvari, dokler se on ne odloči, pa ne izbere nekaj. Ne. Pri meni je bilo tako, ne. Nekaj sem imela na krožniku, če nočem tega jesti, pač grem lačna stran. Ne. O tem jaz govorim, o neki taki, tudi isto je bilo v sami šoli, ne, ko so učitelji res imeli neka avtoriteta, ampak se mi zdi, da je spet otrok, čeprav otrok nimam,
imam 5 nečakov in nečakinj in na nek način se mi zdi, da vsaj eno majhno stvar lahko povem v zvezi s tem. Se mi zdi, da je vse na vzgoji, vse preneseš od doma. In to, da kriviš učitelje, profesorje, da oni ne znajo obvladati, da oni nimajo avtoritete, ne vem, če ti si ga naučil, oziroma tega otroka ali pač deklico, da ta oseba, ki te uči, nima avtoritete in pač zato se tako obnaša. Vsaj moje mnenje. Ja. Ne, tu se res strinjam, zato ker, jaz sem ful pristaš tega, da ti imaš odnos z starši. Res mi je žalostno, ko vidim, da ne vem, ki je recimo hčerke nima odnosa z očetom ali pa z mamo, itak to lahko vodi do različnih in tudi psihičnih težav v prihodnosti, ampak v vsakem primeru, tudi če je starš tvoj prijatelj, prvo je on starš, ti si otrok. Vsaj dokaj ti nisi polnoleten, pač pol delaš, kar želiš, ampak vseeno mora biti naprej neko spoštovanje. In tudi pri nas doma je bilo vedno tako, naredila se je za jest, se je jedlo, zdaj res, jaz nisem nikoli niti bila zbirčna, ampak tudi tako je bilo, ne vem, so bili na nekem praznovanju, Urša, zdaj gremo domov, boš jedla? Ne, nisem lačna. Smo prišli domov, jaz bi jedla. Ne boš jedla. Ste te vprašali, pred 10 minutami si rekla, da ne. In isto mi je zdaj dedi razlagal zgodbo, ne. In točno to je dan danes, ker ni čudno, da so otroci tako zbirčni, nič ne jejo, komplicirajo, zato ker pač jim je konstantno boš to. Ne, ti si starš, ti postaviš, ne rabiš otroka vedno vse vprašati. Rečeš, tam, tja gremo, ne. Mora biti to nekaj, ne. In to se mi zdi tudi tak kar pomembna stvar. Zdaj sva lepo zaključili to o otrocih vzgoji. Ja, glede na to, da sva obe strokovnjakinji na tem področju vzgoje. Se vem, da je dosti lažje govoriti, ko se je to dejansko zgodi, ampak tak tudi moj pogled na to. Torej, ti si se potem dala malenkost v to, torej pomagala si z prevajanjem nekih stvari v torej tem sodnem, bomo rekli, območju. Kako je potem prišlo do tvoje poti na socialnih omrežjih? Zdaj mi lahko tudi izdaš, če je kak del tvojega dobička zdaj tudi od tam, ali je še vedno vse bolj ljubiteljsko? Da, zdaj na zadnje vprašanje odgovorim in pol malo povečam oziroma bolj podrobno odgovorim na vprašanje. Načeloma zdaj še vedno je vse skupaj bolj ljubiteljsko, ker tudi nočem neke take, na nek način, ne vem niti kako bi razložila. V glavnem nočem sprejemati določenih sodelovanj, tudi če so plačljive, če mi ni. Če jaz vem, da so določene stvari, v katerih nisem jaz. To je isto, kot da bi meni, naprimer, zdaj predlagali, ne vem, karkoli, naprimer, kakšne proteinske dodatke reklamirati in bi mi še plačali za to. Jaz nisem v teh vodah, tudi če poskušam vzdrževati svoje telo s pomočjo teh vaj za moč, to nisem jaz, v glavnem jaz sem nekaj drugega in zato skrbno pristopim do tega, kaj izbiram oziroma s kom sodelujem, s kom se družim tudi. In zato je bolj ljubiteljsko. Kar se pa tiče poti, kako je sploh ta moj blog nastal. To je bilo, mislim, da par let nazaj, ko sem se spustila v ta drugi del svoje preobrazbe, ker med študijem v Mariboru, oziroma med 2 študijema, ki sem jo opravljala, in tem konstantnim stresom, tem, da sem hodila v Moskvo in nazaj, sem imela enkrat več izpitov kot ostali, sem še delala vmes prakso na sodišču, je bilo zelo zanimivo obdobje. Sem se zredila za enih 30 kil, jaz sem bila čez 75 kilogramov, jaz bi rekla okrog 80, ker pol nisem niti, jaz sem pol vrgla sem hodila druga izreč, sem kar vrgla to tehnico stran, ker niti gledala več ne bom. In glavno teh prvih, ne vem, 15-17 kil so šli na različne, neglih najbolj zdrave načine stran, so pa z mano ostali tistih zadnjih 15, ki sem se jih začela znebljati. Kako je bilo pravi? Nekaj čas ne vem. Znebljati. Znebivati, ne, to ni izraz.
Lotila sem se izgubljena Odprave teh, vredno. okay. Zdaj, nekaj let nazaj, istočasno sem se tudi pripravljala na izpit iz znanja slovenščine na ravni odličnosti, ki sem ga omenila prej, in sem rekla, ajde, kaj pa če začnem snemati vse, kar jem. Takrat sem se spustila v sodelovanje z eno nutricionistko, Rusinjo, in mi je spisala en strog jedilnik, ki sem se ga držala, se pravi, takrat ni bilo govora o nobeni aktivnosti, ni bilo govora o nobenih večjih porcijah. To je bil strog jedilnik za hujšanje in ja, v glavnem, seveda me je bilo strah, da bom pač odnehala in seveda me je bilo strah, da ne bom naredila izpita. Izpit pa ni poceni, kaj pa moraš plačati tudi ta poskus. Ja, in sem rekla, mogoče mi bo to izpostavljanje pomagalo in sem začela s tem, da sem slikala vsak svoj obrok, sem pač pisala vse, kar jem. To so bili predvsem take neobičajne, nenavadne kombinacije. Naprimer, meša zdaj enačijo nekateri s koprom, to kdo kje vidi Koper, me vedno označijo, ker verjetno, ker pri vas ni tako priljubljen in jaz sem začela o njem govoriti nekaj let nazaj, sem začela spostavljati, da ga jem vsak dan ali pač vsak drugi dan. Če je začimba? Načeloma, ja, lahko ga ješ posušenega, lahko pa svežega kot pač vejice kopra, kot peteršilj ali pa sveži koriander. V Rusiji je ful popularna zadeva in jo imaš na mizi vedno in takle šopek poješ, vzameš v roko in poješ. Kot jabolke pri nas. Verjetno kot hruške mogoče. To ni sladko, ne? Ne, To je slano. ja. Oziroma tako specifično, isto kot peteršilj. Ne, no, zadnji so tam nekaj govorili o tem, tako da o kopru? Ja, kako jaz sem fajn. mislila, da misliš Koper, veš, kot kraj Koper. No, tak, čakaj, Koper, ne, nekaj jedla, to je bilo. Tako da, ja, V glavnem, ja, ni važno. Določene zanimive kombinacije živil so bili. Čez nekaj časa in namreč po 3 mesecih te stroge prehrane, jaz sem bila čist navdušena, kam sem prišla. Čist drugačne obsege sem imela, čist drugačno teže in predvsem počutje. Meni je to bilo najboljše in res to je bil moj cilj, da nisem več napihjena, da nimam več težkega občutka v trebuščku, da nimam teh vetrov, da imam redno prebavo. V glavnem, da je vse štima, da nimam bolečih menstruacij in tako naprej in to me je tako navdušilo. Sama sem se s svojim primerom tako navdušila, da sem rekla, zdaj pa moram ići študirati nutricistiko. Če je to tako čudežna stvar, kar naprimer prehransko svetovanje ni isto. Jaz sem pogledala program, jaz sem hotela prvo v Sloveniji študirati nekaj prehrano. Nisem našla podobnega programa temu, ki sem ga našla v Rusiji, tako da v Rusiji sem tudi ta zdaj zaključila in pridemo do tega, da ti predam besedo, da ne bom predolga. Ti kar govori, gledaj, ti si gostja. Torej, to sem zasedila 2 faksa plus še en iz nutricije. To si pa zdaj pred kratkim, ne? Končala kaj, par mesecev nazaj? Ne, načelno sem naredila 2, ta drugi je bil bolj tak dodaten, še en tečaj. Kaj kot magisterij ali to ne, samo? Ne. To ni glih faks, ki bi trajal več let. Okay. Pri nas uraden državno pač approved, državno potrjen faks fakultete nutricistike v Moskvi, ki imajo popolnoma urejen program nadaljavo, ki ga nadaljavo izvajaš. Traja okrog 6 mesecev, spravi okrog pol leta in ki ima not ne samo teorijo, vendar tudi prakso. Res je, da to gre, status tega izobraževanja, status te diplome je bolj kot neka dopolnilna diploma in ne smeš iti tja, če nimaš univerzitetne izobrazbe. Ne vem, glavno, take zanimivi pogoji so bili, vendar pač, ja, ni pa rabila biti izobrazba povezana s prehrano, tako da sem rekla, pa gremo poskusimo, mogoče pa bo šlo. Pa verjetno je bilo samo plačniško, ne? Ja. Lahko vprašam, koliko? Kako se tam recimo gibljajo cene za neke take, bova rekli, tečaje dopolnilne, ne? Čeprav imam jaz uradno diplomo, to spet, ne, to ni glih tečaj. Ta drugi je bil tečaj, ko sem dobila nek certifikat oziroma neko spričevalo, ne, potrdilo.
Ta prvi, se pravi ta 6-mesečni, imam diplomo, imam sliko diplome, da lahko pokažem. Se pravi, je res uradno izobraževanje, je pa krajše. Mislim, da je bila cena okrog, da ne bom zlagala, 1500 ali 1700 evrov. Okay. Se mi zdi to ja, tudi če tako gledaš, če greš ti delati licence za trenerje, za masažo, za, ne vem, lash lifte, se tudi gibljajo cene tam nekje, ne? Pa bi rekla, da je Rusija nasplošno kaj dražja kot Slovenija? Tak standard življenja? Trgovina, hrana, to? Veš kaj, mislim, da je zanimivo vprašanje, ker lahko živiš, vsak živi različno, ne? En kupuje v Eurospinu in to enkrat na mesec, drug kupuje v Interšparu vsak dan po več stvari, ne? In takih bolj kao, tistih, ki jih glih ne rabiš vsak dan, oziroma ki so bolj luksus. Rekla bi, da mogoče, če gre za center Moskve, verjetno so malenkost višje cene. Ampak spet, pač, če iščeš, najdeš tudi po ceni. Tako da ne bi rekla, da se ful razlikuje, tako da kot bi rekla, naprimer, če zdaj navezujem zgodbo na svoje potovanje na Norveško, tam se pa ful razlikujejo cene v primerjavi s Slovenijo in so kar višje. Višje? Ja. Okay, čakaj, pridemo še potem do tega tvojega potovanja. Samo zanima me, prej si omenila, da ko si začela delati za to nutricionistko iz Rusije, lahko mi zaupaš, če mogoče veš, kako so se takrat gibale cene nekega takega svetovanja in pa tudi, rekla si, da si bila na striktni dieti. Zdaj, glede na to, da je to moje področje, me ful zanima primer od obrokov do kalorij, do časovnega razpona, tako da kar izvoli. Tako, prva cena. Cena enomesečnega vodenja iz njene strani, to, da mi je v glavnem sestavila jedilnik, ki ga je prilagajala mojemu napredku, se pravi, če se je napredek pač nekako ustavil ali pač karkoli, je prvo poskušala ugotoviti, zakaj bi to lahko bilo, in pol, če pač je to bilo mogoče zato, ker je tvoje telo na poseben način reagiralo na določeno živilo, ti je prilagajala jedilnik za naprej. Plus, to je to, dejansko ni bilo nič, pač neka podpora, ampak jaz jej pač nisem rabila, ne. To je to je bilo, mislim, da okrog, ker to zdaj iz rubljev pač pretvarjam, pa takrat je to bilo par let nazaj, okrog 130 evrov, mislim, da, na mesec. Čekaj, kakšna je konverzija? Zdaj, že dolgo nisem gledala, zdaj bi bilo, naprimer, 100. Se pravi, 1 evro, 100 rubljev. Ok. Tečaj. No, kakšna pa so potem bila živila, kak je izgledal jedilnik? Tako. Načeloma je jedilnik izgledal tako, da zjutraj za zajtrk imaš obrok sestavljen samo iz sadja ali jagodičevja. Ponavadi samo ena vrsta. Ali so to samo jagode, ali je to samo ananas, ali je to samo avokado, naprimer, ali je to samo rdeče ribe, skarkoli, ne? Ker obstajajo določene raziskave, ne, researches, to so raziskave, ki prav potrjujejo zelo zanimive podatke v zvezi s tem, da vkolikor uživaš zjutraj sadje v kombinaciji s črno kavo, pa ne rabiš kave piti, ne vem, pol litra, lahko tudi 50 ml, zanimive stvari se dogajajo s prebavnim traktom in se ti začne, vkolikor nimaš, da ne bo zdaj kdo narobe razumel, nimaš nekih pridruženih še bolezni in tako naprej, se ti začnejo prebavila na nek način celiti oziroma se ti prebava urejuje. Na dolgi rok pa to tudi velja za to, da manj hrepeniš po ogljikovih hidratih tekom celega dneva. Ampak pridemo zdaj na to, pač, če bo sploh zanimivo. Drugi obrok, se pravi kosilo, so bili 3 obroki na dan in po potrebi, vkolikor potrebuješ, si imel nek prigrizek, ki je bil, pač, ki si ga lahko izbral iz dovoljenih, pač so bili neke navedene zgodbe, med drugim tudi črna čokolada, vendar si ta prigrizek lahko umestil ali med zajtrkom in kosilom ali med kosilom in večerjo. 2 prigrizka ali prigrizek po večerju ni bil dovoljen, se pravi. Določene so bili ure,
Se bom vrnila zdaj do kosila in večerje. V glavnem zjutraj, oziroma vse obroke si lahko razporejo načeloma kakorkoli si želel. Zvečer edino je bil pogoj, česar se tudi dan danes držim in vidim, da mi je prav paše, da ne ješ po 8 uri. Dejansko je bilo celo rečeno, da zaključiš ob 7:30, ne? Ali pa vsaj do 8, da pol ne obremenjuješ prebavila preveč, ne? Ker odvisno, kako obrok imaš, ne? Eni imajo take obroke zvečer, da je malo preveč. Jaz jem eno uro pred spanjem, lososa, krompir, vse. Ampak spet, če nimaš težav s prebavo, če nimaš težav z spanjem, pa tudi to. Eni ljudje ne morejo zaspati, drugi ljudje pač ne vem, se še zbudijo siti, ker jim je preveč, ker ne morejo razumeti, zakaj, ne. Zato v glavnem, drug obrok je bil ponavadi sestavljen iz nekih ogljikovih hidratov, se pravi, naprimer, en tak primer bom dala, naprimer ješprenj in to pravo port, naprimer, ne vem, 150-180 gramov ješprenja, kuhanega, da ne bo pomote. Ja, vsaj plus nekje 60 surovega, recimo, ne? Verjetno, plus 50 gramov, naprimer, ne, zdaj tak izmišljujem, šampinjonov, ampak spet kuhani, že pripravljenih, da boš zdaj lažje izračunala končno težo same jedi. Pa mogoče špinače in koper. Se pravi, dejansko nisi imel nobenih beljakovin do tega obroka in iz beljakovin je pa bil sestavljen ta zadnji obrok, se pravi večerja, ki je vsebovala enih, ne vem, 180 do 250 gramov, vse skupaj je bila teža same jedi, ali piščanec, ali riba, ali pač dejansko karkoli, ogromno različnih stvari, ali govedina, pač svinjine takrat nisem uživala, riba bela, trska, tuna, ogromno enih stvari je bilo na sporedu, zelo pogosto s kislim sadjem oziroma kislim jagodičevjem ali pa zelenjavo. Koper itak je dobrodošel vedno. In tako. Takšen je bil dejansko jedilnik, najlepša hvala, sem pozabila besedo. In meni je bilo zelo, zelo zanimivo, ko sem to videla, jaz sem mislila, jaz bom umrla, jaz bom mlača, kako lahko preživiš s tem. Čeprav takrat nisem bila nič aktivna, oziroma sem šele bila na nekem začetku pohodov v hribe, zdaj ful rada hodim v hribe in tam sem zelo ponosna na ta svoj napredek. Takrat pa hodila ne v hribe, pa tudi pa ravno zakaj bi rabila, nič od tega ni bilo. In ja, v glavnem še vedno se mi je zdelo, da bom umrla, ampak se je zgodil čudež in bolj čez nekaj časa nisem umrla. Vendar sem začela opažati, da nisem več napihnjena, nimam več prebavnih težav, imam, se opravičujem, pač na uro določene pač čiščenje tudi telesa, pač imam ogromno energije, ne vem, zbujati sem se začela zjutraj, pa ne, da to zdaj promoviram karkoli, ampak meni je to dalo tak zagon, da začnem raziskovati te zgodbe. Zakaj? Prej sem jedla isto zelenjavo oziroma sadje, prej sem jedla isti piščanec, pač lososa, ješprenj, vse. Zakaj ni bilo takega efekta? Kaj se je tu zgodilo? V glavnem, čez nekaj časa sem se navadila na te porcije, meni je bilo čisto okej, seveda ni to bilo prilagojeno nobeni aktivnosti, tudi jaz nisem bila aktivna, zato sem rekla, pač ne rabim biti aktivno, ful dobro, lahko samo s hrano nekaj dosežem, odlično, ne, in ja, mislim, da sem že predolga, ja. Ja, definitivno, se mi zdi, da dokler si ti, verjetno ravno zato, ne, ker ti si bila takrat dejansko v kaloričnem deficitu, ampak za spet, ne, mogoče ni bil tak ne vem, nizek ali globok, kako ne rečem, ni bil tak ogromen, tak kalorični deficit, ne, ker če recimo ti prehodiš vse zdaj, veš, 10,000 korakov na dan, je to okoli 500 do 700 kalorij, spet odvisno spola, višine, teže, ne, ampak ti
takrat recimo tega nisi imela, ne? Si Sploh. mogoče ki je šla in si potem za to lahko ogromno naredila, s tem tudi lakota se ni pojavljala, ker ni bilo treninga, zaverjetno ugotoviš, da največja lakota je itak po treningu, po nekem izletu, ne? Ravno zato. Tako da ja, zdaj mi smo začeli skupaj delati pred 2 mesecema. Oj, niti ne omeni, vmes sem bila še na dopustu, tako da Ja, ampak prva dobro, tedna sem imela ampak neke dobro. prilagajanje, pa tako da, jaz bi rekla zadnje 2 tedna. Kako si se potem tega lotila sama? Česar? Torej, kako si se po tem, ko si končala s to nutricionistko, kako si se potem tega lotila sama, si se kaj nekaj mi zato lečem, si se kaj gibala, si poskusila kaj trenirati? Vmes sem imela več poskusov glede treningov, različne pristope in online, in jaz mislim online Zoom, ne, ko naprimer spet. Ena na ena varianta. Ja, ko naprimer spet, če nočeš iti, pač ne smeš, ker te čakajo, ne. In tem je bila taka pač motivacija, ker se mi je zdelo, ja, sama, da bi kdaj kam šla, ne, če me pa kdo čaka, to pa moram iti, to pa ne smem reči ne, ker bo oseba užaljena. Ja, v glavnem, poskušala sem različne stvari, kot sem že rekla, začela sem hoditi v hribe, ne vem, kako mi je to prišlo sploh v kri, da zdaj se niti ne rabim siliti, na začetku sem se mal, ampak zdaj je to neka tak, pač kako se že teme reči, malo malca. V glavnem, tak, grem. Včeraj sem šla tudi na kratek nek izlet. Meni je to fajn, tudi če grem sama. Prej, naprimer, sem rabila tudi družbo. V glavnem, kako sem se lotila tega sama. Na koncu tega protokola sem dobila tak zagon za raziskovanje in hrane in same sebe in pač svojih limitov, do kam lahko pridem, koliko lahko pojem, če se bom zdaj nazaj zredila ali ne, kako to pač. Še vedno sem se držala določenih načel, določenih priporočil, predvsem glede ne mešanja hrane, kar sem ti že tudi prej omenila. In prav zato, ker se tako dobro počutim, potem, naprimer, ne vem, samo beljakovinski obrok s sadjem ali zelenjavo, če ga poješ, in pol ločeno, čez nekaj časa pač isti obrok s ogljikovimi hidrati, meni to tako paše. V glavnem, začela sem opažati in ugotavljati, da verjetno moraš najti ali pač raziskovati in pol na koncu najti nekaj, kar ti dejansko ustreza. In zato na samem začetku, ko sem mi poslala jedilnik, jaz sem ga pogledala, sem mislila, ne. Mislim, prvo kot prvo preveč, Jaz sem se komaj odvadila jesti veliko, ne tu pa zdaj spet, ne. In mislim, ne, to je prvo kot prvo preveč. Čakaj, ja? Da jim povem. Ja, torej, mi da smo začeli delati nekje 2 meseca nazaj in jaz delam na tak način, da je pač cilj to, da ti izboljšaš metabolizem. Pri meni nobena punca ni na ne vem kak nizkih kalorijah, še posebej ne v začetku, zato ker najprej moramo izboljšati metabolizem, že s tem, ko ti dodaš korake, dodaš treninge, narediš ogromno porabo telesu. In ja, mi smo imeli kar težave na začetku, ko sem mi dala, pa ne govorim za so enormnih količinah hrane, to je bilo recimo So kaj enormne. 2000 kalorij, ki jih jaz zdaj trenutno vdihnem lahko tak. So bring me the plate, pa je to. No in mi dve nismo mogli nikakor. Jaz sem mi napisala 2 jedilnika jaz in dobila je makrohranila, da se je lahko sama spisala in pač nikakor ni šlo. Potem smo znižali in zdaj smo v bistvu naredili makrohranila na ta način, da sva malenkost sem jih jaz zamenjala. In sicer prej imela tak, da pač so prevladovali ogljikovi hidrati, še zdaj prevladujo. Beljakovine so bile take, kot pač jaz mislim, da morajo biti. To je, če kdo gleda, ki ga zanima, nekje med 2 pa 2,5 grama na torej kilogram telesne teže. In maščobe so bile malenkost nižje. Zdaj pa sem jaz te maščobe zvišala, zato ker tisti, ko ne veste, maščoba, torej 1 gram maščobe ima 9 kalorij, 1 gram hidratov ima 4 kalorije, torej več kot 2-krat več. Ne? Zato smo dali zdaj ravno malenkost višje maščobe, malenkost nižje hidrate, tako da mi lahko zdaj poveš, kak ti je zdaj. Zdaj je verjetno boljše, ne? Tudi vidiš, da lahko si lepše razporediš obroke, neka maščoba plus beljakovine, pa potem to, če si ugotovila ti, da ti tako ustreza, glej, definitivno najboljše. Jaz vedno rečem, če pač imate probleme, vedno obstajajo smuti. Vedno si lahko vržeš stvari v smuti in je to. Tako da, kak je zdaj? Je boljše? Je boljše in prav zato verjetno, ker
se še vedno raziskujem. Mislim, naprimer, da ta odgovor še ne vežem spet na to prejšnje tvoje vprašanje, kako se to dogaja, ta samostojna pot, še pred tabo, naprimer, ne? Pa še vedno raziskujem, še vedno je to moja samostojna pot s tvojimi napotki. Je fajn, je zanimivo, je fajn videti, kaj deluje pri meni in kaj ne. Oziroma, fajn mi je tudi, da sem pridobila v zadnjem času nekaj znanja, ki mi je lahko zdaj v pomoč in naprimer to, da sem iz tvoje strani dobila napotke samo za 2 dni, rest day in training day. Pač jaz sem se navajena prehranjevati zelo raznovrstno in to, če bi naprimer ponavljala, čeprav vem, da si mi dala tudi tablo z drugačnimi, pač za zamenjavo živil. Da ne bo se kdo razumel. Da povem, da ne bo kdo mislil, Urša ti da en dan trening dan, en dan res da in je tak ne. Jaz vedno povem, kako lahko narediš neke stvari drugače, zato ker v večini primerov zdaj, ti si vseeno nutricionistka. Dejansko pa je diplomirana, ti poznaš ogromno različnih stvari, ogromno različnih kombinacij, ne, tudi nisi izbirčna glede prehrane, koliko sem razumela, res ješ vse vrste mesa, vse vrste beljakovih hidratov in jaz vedno pač dam neke okvirne obroke in pol povem, lahko si komot na mesto, naprimer riža, vzamete testenine, kuskus, polento, lečo, I don't care, dokler je to nek dober vir nečesar, ne. Tako da ja, povej dalje. V glavnem, ja, to je to raziskovanje, ki ga skozi poudarim. Se mi zdi, da je zelo pomembno in ne glede na to, da zdaj tudi pišem jedilnike, za, jaz tem rečem, zdravju prijazno hujšanje, ker dejansko vsebujejo in se bazirajo na zadostnem kaloričnem vnosu glede na aktivnost osebe, če jo ima ali če jo nima oziroma kakšno ima. Se mi zdi, da je tudi fajn, ko osebi daš veliko več živil na razpolago, tudi če mogoče jih še ne pozna oziroma jih nima vključenih v svoj vsak dan oziroma vsak teden, vsak mesec. Fajn je pač, ne vem, spoznavati svet živil in tudi opazovati, kaj te paše, kaj ti ne paše in pač ja, z istimi stvarmi se tudi zdaj ukvarjam. Zato sem rekla, jaz, ko z nekom delam, ko imam deklico, ki hoče shujšati 8 kil, pa ne trenira, pa niti noče, naprimer, ker jaz, naprimer, nisem za treninge, kot si ti. Se pravi, edino, kar jaz lahko priporočam, pač najdi si trenerja ali pa hodi čim več se gibaj. Ja, jaz sem bolj za prehrano in v tem primeru je fajn, da pomenim, kaj sem hotela reči. Se zgodi. V tem primeru je fajn, da verjetno daš dosti raznolikosti, da delaš na tem, ja, da človeka v bistvu ne samo, da mu daš ti na pladnju to, ampak da ga tudi naučiš, ne. Ravno to, da se lahko navežemo na naslednjo temo, o čemer so tudi mi govorili, ko si me ti vprašala, Urša, jaz grem zdaj za 3 tedne na Norveško, kaj, s čim, kdaj, ne. Ker to je tudi meni cilj, da ne bom zdaj govorila o tem, ko jih pripravljam na tekmovanje, ker pač tu res mora biti striktno, ker vseeno je to čist neki drugi pol tega sveta, torej treniranja, ne, dosti več odrekanja, ampak to, da ti nekoga naučiš, da tudi če gre na dopust za 3 tedne ali pa za 2 tedna ali pa za 2 dni, da pač vedno ima neko boljšo izbiro, ne. Tako da me zanima potem, kak so ti zdaj treningi, kak si se počutila, ko si šla na trening, se mi zdi, da je to tudi kar struggle tistim, ko pridejo na novo v fitness, ne? Še posebej, ker nisi zabila nekaj časa. Kako si se počutila? Jaz sem kot moja fitness zgodba, nikoli je nisem imela. Ne, vedno sem pa imela v mislih, da fajn bi bilo začeti izvajati neke vaje za moč, zato da se telo preoblikuje, ker samo kardio, samo neke visokointenzivne treningi so fajn. Prej, naprimer, sem se razvijala tudi na tem področju, ko sem se udeležila več teh aktivnih, kako sem že rekla, pač ja, teh kardiovaj in sem pridobila dosti na kondiciji, telo se nič ni preoblikovalo. Čeprav sem shujšala samo takrat, ko sem spremenila prehrano. In zato pravim, da v glavnem moja fitness zgodba je sicer bila, ampak v preteklosti je bila bolj z nekom. Omejena, se pravi, nikoli...
omejena pač na to področje kardija, ne? Ne. Sem hotela okej. reči, tudi sem se pred 1 letom pa pol, sem tudi hodila fitness, imela sem trenerja, Aha, ena na s katerim 1 na 1 sem delala in sem bila kot pač slepa oseba, pač, ne, in ki ima zraven nekoga, ki jo vodi. Se pravi, nikoli se nisem poglabljala v izvedbo vaj, kaj šele v to, kako se vaje imenujejo, kaj šele, kako se da uteži nekam, ne vem, prestaviti, nastaviti, kako se da nekaj vklopiti. In ko sem dobila iz tvoje strani plan, načrt treningov, kjer je bilo neki KRB, NRBL, right, upper, down. Jaz sem mislila, kaj pa je to zdaj. Vsako vajo sem mogla dejansko skopirati, oziroma ta naziv same vaje sem mogla skopirati, dati na Google, pogledati, kaj je sploh to. Sem si pripela to slikco, to je tako sama, veš, v to datoteko in ko sem šla v fitness, ogromno časa sem prvo porabila za to, da sem našla naprave. In jaz sem samo primerjala, to je ta naprava v redu, kak se pa dela, pojma nimam. Za nekatere sem odprej vedela, hvala Bogu, to poznam. Vsaj vem, znam se usest, znam naštimati težo, za izvedbo se že bomo potem pogovarjali. Nekatere sploh nisem niti znala, kako se pristopi do določene naprave. Ja. In torej, čakaj, takrat si delala z enim trenerjem. Kakva je bila tvoja izkušnja? Ker je vseeno bilo to, dobro, pa ni bilo tako dolgo nazaj, 1 leto pa pol. Kako bi zdaj recimo rekla, da je tvoja izkušnja, zdaj ko delaš z mano, zdaj jaz vseeno bom rekla, sem tu kar napredna, se kar poglobim, se kar dosti učim na tem področju, pa z nekim trenerjem, ki pa če verjetno naredil licenco in je šel delati. Kakšna je za razlika? Težko bi rekla, ker prvo dejansko sem se poglobila v vse te vaje samostojno s tvojimi napotki samo v zadnjih tednih, čeprav si omenila malo večji razpon. Res, veš, da ni bilo čisto na začetku, sem se še ukvarjala s tem, kam bom hodila, če bom sploh hodila, v kaki fitness, s tem dopustom tudi, tako da bi zdaj rekla, fajn mi je in največja razlika je v tem, da sem se končno samo poglobila v stvar, ne glede na to, da si me porinila v to, da se poglobim, ampak res je, samo sem začela raziskovati, sem začela na nek način se poglabljati v vsako vajo, čeprav vem, da še zdaj je daleč od tega, da bi bilo karkoli idealno, ampak vsaj razum in vsaj skozi razmišljam, tu mora ta mišica delati, tu ta, a ne 10 ponoviti, do odpovedi, kaj pa to pomeni do odpovedi, ne? In tu dejansko je zanimivo, da možgane začnejo delati. Nočem zdaj primerjati kakršnekoli izkušnje s trenerji, s tabo, ker tu se mi zdi, je najbolj pomembna moja osebna transformacija v tem delu, da prej hodiš, kam sem, odlično, kaj naj naredim, in ne razumeš, kaj delaš. Tu pa zavestno se zvlečeš iz postelje ali pač, ne vem, iz službe, se pripelješ, greš, narediš sam, brez da te kdo potiska. Še snemaš mes. Ja, pa pol greš. Ne? To je veliko vredno, oziroma v mojem primeru je to res ogromna razlika, ker vse do zdaj sem bila prepričana, da jaz pri meni, to, da me nekdo ne potiska, pa da jaz nekaj naredim, nemogoče. Nemogoče. Predvsem, ko sem videla te skrajšave, teh vaj, se še zdaj spomnim. Prvo sem odprla in sem takoj zaprla, jaz ne vem, kaj to piše. Ampak ja, skrajšave, povem, so bile samo DB, to je dumbbell, BB barbell in pa, to je bilo to od skrajšav. Ampak ja, razumem definitivno, znam včasih tak. Kak pa ti je zdaj, torej ja, moje punce se pač snemajo v fitnessu zato, da mi pošljajo videoposnetke, ne? Si imela kako negativno izkušnjo, te je kdo kdaj čudno gledal, ker si se snemala? Ne?
hvala Bogu. Ker se ne zdi, da včasih se še zna zgoditi. Zadnjič edino en fant zelo prijazno, ko je videl, da jaz nastavljam kamero, je rekel, se snemaš, sorry, jaz se bom umaknil. Jaz sem rekel, to je samo za trenerje, pač, vredo, pa sem lahko tu. Sem rekel, lahko, če ti... Ja, ok. In pač ostal tam, tako da to je edina prijazna stvar. Kjera vaja pa... Zdaj bom provala... To pa ne bom, jaz lahko pokažem. Kjera vaja ti dela največji problem? Aha. Lahko opišeš, če se ne spomniš imena. Zelo fajn si povedala, če se ne spomniš. Seveda se ne spomnim. Ne? Naredila je 3 fakse, ne spomni se imena vaje. V glavnem. Ok. Verjetno bi to bilo še vedno vse, kar je povezano s nastavljanjem te kako se že tam reče, te klopce. Bench, da, te klopce, ki jo moraš premakniti in pač nastaviti tako, kot rabiš, do tam pač palice in tam palice vmes, kako se reče, nek mašin. Smith. Jaz bom mem. Ne, vredo si, povej. V glavnem, ko jo pač pripelješ in se nastaviš in da je vse fajn in da vse štima, verjetno bolj te zgodbe, pri teh zgodbah se še vedno lovimo, oziroma pri teh vajah. Konec. In kak ti je za občutek, ko res čutiš mišico, da se še malo navežem prej, tu pač tisti, ki izvajate neke kardio vadbe, ali je to pilates, so to skupne vadbe, super. Jaz si tako podpiram na splošno vsako vrsto gibanja, ker boljše je to, pa če greš ti, ne vem, jaz rada kolesarim, rada delam toje stvari, boljše je to, kot da ne delaš nič. In nobena vadba ni slaba, ampak včasih slišiš izraz skinny fat, ne? Kaj je sploh ta izraz? To so torej ljudje, dobro, da jaz ne spadam v to področje. Ne, ampak tako jaz sem samo ta drugi del. Ker to se zgodi ogromno ljudem, ko si mislijo, jaz ful treniram, ful dosti kardija delam, ful malo jem, ok, se hujšam, ampak zakaj jaz gledam tako? Točno zato, ker ti imaš čez mišico plast maščobe in lahko odložiš normalno, se ne sliši. Ti imaš čez mišico plast maščobe in kar se zgodi ravno, ko ti ful malo ješ, ful dosti treniraš, ti kuriš samo maščobo, ne? Nekaj maščobe še definitivno ostane, mišice spodaj ni, zato se telo ne preoblikuje. Tako da vsi tisti, ki bi si želeli preoblikovati telo, to je pač bila tudi tvoja želja, ne? Zato si tudi pač prišla k meni, si želela te obline, da telo nekako zgleda, marsikdaj nekdo reče, da se utrdi, toned, da je telo toned, ne? Vaje za moč, hrano nekje v maintenance, blagi deficit, koraki in je to. Pa kaj še moraš timati? Spanec, stress level, hidracija. Yes. Okay. Ne, to je tudi ful pomembno, ne? Recimo spanec. Kak si bila, preden smo mi začeli, si tudi bila pozorna na spanec pa tekočino? Ali, mislim, verjetno si bila, ampak si zdaj verjetno bolj. Kak je bilo s tem? Iskreno povedano, s spancem ne bi rekla, da sem imela kdaj težave, oziroma s tem, da grem tudi s tem režimom, ne? Ko greš prepozno spat in pol prehitro oziroma prezgodaj se zbudiš in pač imaš ta omejen, v glavnem, premalo spiš. Je pa res, da mogoče ne zdaj. Verjetno že od takrat, ko sem stopila v to prvo spremembo prehrane, verjetno še od takrat naprej sem začela malo paziti, ker takrat prvi teden je bilo precej tudi težko, predvsem iz vidika mislim, se mi je zdelo, da sem lačna, ampak šele kasneje sem razumela, da to je bolj bila psihična lakota. Mislim, da meni ni bilo dovoljeno, ne? Če bi mi bilo dovoljeno nečesar, bi verjetno bila malo bolj mirna, ampak teh prvih dni prilagajanja so bili pač stresni zaradi tega in sem zato poskušala čim hitreje iti spat, zato da pač se zbudim in pač pojem, ne? Pač takšne izkušnje. Ja. Ko pač spet, zanimivo, ne? Eni so pripravljeni takrat tudi, ko imajo neurejen življenjski slog na vseh področjih, spremeniti vse naenkrat. Jaz nisem spadala v to področje. Jaz nisem bila pripravljena, takrat, ko naprimer sem se držala te stroge prehrane, jaz nisem bila pripravljena se še na tem področju omejiti, ne? Ker se mi je zdelo trpljenje, vaje, treninge, to bom še dodatno trpela.
trpim s tem, da ne smem določene stvari jesti, pa še bom trpela tam, ne. Na eni stvari bom trpela, pri drugih pa bom že uživala, ne. Nisem bila pripravljena na to, tako da zdaj, naprimer, sem prišla do tega nivoja, ko sem rekla, da mogoče bi pa lahko poskusila, kaj pa če bo boljše, kaj pa če bo šlo, kaj pa če bo ratala. In sem rekla, da isto kot jaz na nek način podpiram in komuniciram z svojimi varovankami, s svojimi strankami, isto jaz rabim nekoga. Želim nekoga, ki me ima, ne rabiš me motivirati. Mislim, jaz imam dovolj te notranje, ne vem, motivacije, moči, sem pa dosti krat zgubljena ali pa bila še bolj nekaj tednov nazaj zaradi teh vaj. Tako sem bila malo, kaj je to, kak vsi to delajo in njim je enostavno, oni vejo, oni prav grejo do določene naprav, jaz pa jo iščem, ali pa jaz ne vem, kako se izvaja. Ne? Tako da ja, fajn je, ko imaš osebo, ki te zna usmeriti na pravilen način in ti pomagati pač spremeniti neke stvari, ki jih želiš spremeniti. Konec. Ja, definitivno, zato si rekla, da ti je bilo težko na začetku, ne? In tudi to bi jaz rekla, marsikdo si misli, tudi se strinjam, ko si rekla, da ti spremeniš da eno stvar naenkrat, ne? Včasih se mi zdi, da se nekam prehitro zaženemo in pač hočemo vse in tudi, da si recimo ljudje sploh ne dovolijo biti začetniki na nekem področju in ne vem, pač jaz imam včasih punce, ne ti ne, da ne boš se našla tu notri slučajno, ampak ki mi veš napišejo po 3 tednih ali pa 2 tednih, pa so naredile v 2 tednih 4 treninge, torej ne opravijo stvari, za katere smo dogovorjene. Spet, ja, ti si trenerju dolžen 20% svojega dela, 80% ali pa še več si ti dolžen sebi, delaš ti za sebe, definitivno začne, ne vem, ti meni ne odpišeš, ne pošleš slik, ne izpolniš, je to nespoštovanje do mene. Se tudi ti tega zavedaš in se jaz tega zavedam, ampak v prvi luči 80% delaš ti za sebe, ne? Ker trener ti lahko da vse na zlatem pladnju, ti se boš odločil, če boš ti nekaj vzel iz pladnja, torej karikiram, če boš nekaj za recimo naredil ali ne boš, če boš šel na trening ali ne. In spet tu, ne, ti vse, kar lahko narediš, največ, kar lahko narediš kot začetnik, je to, da probaš, da se učiš, da delaš neke stvari in včasih mi je prav, si mislim, ko mi nekdo napiše po 2 tednih, jaz ne vidim nobenega napredka, mene to spravlja v slabo voljo. Si mislim, kaj jaz to naredim kot trener? Pač logično je, a pa veš, ne vem, saj vemo obe dve. Zadnjica, sestavljena iz 3 mišic, ne? Največja mišica na zadnjici je tudi največja mišica na telesu. In pač ko punca pričakuje, da bo, ne vem, izrasla zadnjica v roku 1 meseca, no go, ker je to največja mišica na telesu, ne? In spet pri ženskah vse poteka malo hitreje in tudi tu bi jaz rekla, da je fajn, da si dovoliš biti začetnik. In to mi je tudi bilo pri tebi všeč, ko sem ti jaz poslala plan. Ti nisi meni napisala tečo nazaj, jaz nič ne razumem. Ti si lepo označila vse, kar ti ni bilo jasno, si mi napisala in to je tudi meni kot trenerju pokaže, da si ti imela neko željo, da si mi ti dala neki tehten feedback, ker to je za mene feedback, veš, in da mi napišeš, ne? In na tak način tudi ti sama sebi zagotoviš nek napredek in tudi prvo kot prvo, če plačaš za neko storitev, logično, da boš jo pač potem zajel za polno žlico, ne? In tudi na ta način se mi pol zdi, veš, da ker si ti že imela neke stvari porihtane na drugih področjih, torej prehrana, personal life, da ti je tudi potem to bilo lažje, ne? Da si vzela nek čas in se zdaj še vedno počutiš kot začetnik ali se že v fitnessu počutiš malo bolj domače? Si ga že kaj vzljubila? Jaz bi rekla, da se počutim kot domači začetnik, vredno. Nekaj vmes bi bilo. Nočem zdaj prehitro govoriti, da sem ful domača, ker res temu ni tako. Ne, še vedno rabim verjetno nekaj časa, vsak od nas verjetno rabi nekaj časa, da se poglobi v neko stvar in pol reče, zdaj pa ja, zdaj pa vredo, zdaj pa poznam, zdaj vem, kaj zame deluje. Ker načeloma, ne, če sva že pred tem, zakaj? Kakšen je sploh moj cilj? Eni pridejo do tebe, predvidevam, pač popravi me, če nimam prav, in rečejo, ja, jaz bi se, naprimer, pripravljala na neko tekmovanje, jaz bi se prehranjevala na tak način, kot se prehranjujejo
tisti, ki se pripravljajo na tekmovanje, pač fitness serije, če se prav izražam, in tako naprej. In temu pač primerno sestavljaš tudi celoten načrt. Pri meni ni tak, ne, ker jaz imam malo drugačne cilje in en od mojih večjih ciljev za naprej, jaz, kot sem ti že tudi na začetku rekla, sem rekla, da jaz želim, da se ustali nek sistem in da se utrdim, da sem toned čez nekaj časa in vem, katere vaje zame najbolj delujejo, tudi če se kadarkoli preselim na neko kmetijo, pa si naredim kak fitness v kaki štali, tak mali domači fitness, ampak bom vedela, katere naprave si moram dati, oziroma katere, ne vem, stvari morajo biti tam not, oziroma da nekajkrat na teden grem že v mesto. To so moje sanje glede kmetije, da ne boš mislila. Ja, zabiti neki dedek, da ne rabiš fitnessa, lahko krave pomozeš, pa... Pa kako krave so dvigne. Ja, gledaj, komod. No, v glavnem, kaj sem hotela reči, želim si, da so te vaje del mojega vsakdana, tako kot sem naprimer prišla do nivoja, da so pohodi del mojega vsakdana. Naprimer, sem ti zelo hvaležna glede hoje, ne pohodov, hoje. Se pravi korakov, na katere pa res nisem do takrat, ko sem stopila v stik s tabo, pazila. Vedno mi je bilo samoumevno, da če grem na nek daljši pohod v hribe in to malo bolj naporen, strm hrib in naredim mogoče 35 tisoč korakov, ker orang se utrudim naslednji dan in še mogoče naslednji dan sem pač adijo. Ne zaradi počutja, adijo zaradi pač kaj bom še jaz neki aktivna, kam pa bom jaz še šla, če sem že toliko naredila in to pač kao velja še za nekaj dni naprej. Zdaj malo drugače na vse skupaj gledam in tudi ko hodim malo več, ko si privoščim kak lep strm pohod za dušo, tudi naslednji dan imam minimalno 10 tisoč korakov na dan. In naslednji, in naslednji, in naslednji. Na začetku sem se kar lovila, ker imam bolj tako sedeče pisarniško delo. Pred računalnikom sem večino časa in predvsem ob takšnih dnevih, naprimer, če je kako turobno vreme, itak ne greš nič ven in pol zvečer pogledaš 600 korakov. To je meni bilo, naprimer, kak mesec pa pol nazaj, jaz sem mislila, ne, kdaj jaz bom naredila še 9400? Ni šans, da jaz naredim. Mislim, kak? Sem že razmišljala o neki tekoči progi. Running tekalna proga tekalna tekoča steza stopnica za doma razmišljala, ampak pol sem rekla ne, tudi ko je dež, pet, tudi ko je pač ali pa pojdi v fitness, čeprav jaz sem bolj prestaš tega, da če delaš korake, jaz sem jih naredim od zunaj, ne pa na stezi. To je meni tako malo, ko gledaš v steno ali gledaš naravo, meni je bolj narava všeč. Tako da en velik napredek v glavnem na tem nivoju in sem zelo vesela, da sem prišla do tega. Tudi včeraj, predvčerajšnjem sem dobivala kar nekaj sporočil od svojih sledilk, ki so mi rekli, veš kaj, sem s tabo začela hoditi. Tako da dejansko smo s tabo, Urša, začeli hoditi. Hoja Zurša. To je bila prav nova serija, evo, da sem mi dala idejo. Ampak ja, dejansko, ne, to je najbolj pomembna je tu neka konsistenca. Ne. Marsikdo si misli, spet, s tem ni nič narobe, grem jaz na en pohod in pač potem imam jaz dovolj za, ne vem, par dni. Ja, definitivno, tudi jaz sem pristaš tega, ne vem, da bi zašla ti res na neki pohod, 35 tisoč korakov bi ti napisala naslednji dan, Urša, sem iz mozgana, ni panike, če ti en dan potem si vzameš čas za počitek, s tem ni absolutno nič narobe, ampak če pa si zdaj ti vzameš en teden potem počitek, pač ti nazaduješ, ne? In ti si teoretično... Kako meni nazaduješ? Nazaduješ... Ne napreduješ? Ne napreduješ. Zaostaješ? Nazaduješ pomeni... upočasnjuješ svoj napredek, recimo. Novo bi si... Nazaduješ. Ok, hvala. Okay. Ni problema. Ker če tako gledamo, ne, če ti recimo greš 2-krat na teden, potem imaš ti neko tedensko povprečje 70 tisoč. Če pa greš ti enkrat na 2 tedna, ne, in glih tu bi jaz rekla, da kako začeti ravno s hojo. Ker marsikdo si misli, ja bom pa zadal kruh stran, pa to stran, pa to stran, pa to stran, pa bom hodil na treninge, pa vsak dan. Ne, slow down, ne, dejansko. Že to, da ti narediš 8 tisoč korakov vsak dan,
pa da malo paziš prehrano, da že to, da ti, ne vem, ne cvreš vsega v olju, ne uporabljaš ne vem koliko masla, ne uporabljaš tega, ampak da si ti stehtaš olje, ne, se ne rabiš dati stran stvari, ampak da si malo skrben pri teh živilih visokokaloričnih, ti ne rabiš dati stran kruha, ti lahko komot enkrat na teden ješ, ne vem, jufko, kaj hočeš, ne? Samo da imaš neko konsistenco, da pač nekje začneš, ne? Kaj bi ti rekla, da je nek tvoj nasvet nekim čistim začetnikom? Ravno to, ali bi še dodala kaj? Veš kaj, mnogi, kot si ti tudi zdaj poudarila, rečejo, da pač, če želiš neko spremembo, moraš iti iz svoje cone udobja, iz svoje comfort zone in pač šele takrat boš začela videti nek rezultat, nek napredek. V tem primeru mogoče bi lahko bil dodatek. Ustvari si nek comfort zone. Ustvari si nek otoček udobja in pač pregreha, ne vem, kaj bi drugače rekla, užitka, se pravi oziroma tekom te svoje spremembe. Ustvari si nekaj, kar boš na nek način čakal, se pravi, ne vem, privošči si tistih, ne vem, 30 gramov čokolade vsak dan, ne vem, zdaj izmišljujem, ali pa, ne vem, naredi si neko rutino, nagradi se z nekimi drugimi stvarmi, naprimer pri meni je to shopping, kar ni glih najbolj varno za denarnico. Ja, ampak če deluje, zakaj pa ne? Naprimer, ne vem, jaz se včasih tudi, mislim, to mogoče za nekoga bo zelo čudno zvenilo, ampak jaz se nagradim s hoje v hrib. V glavnem, ker res me to tako polni. Dobra nagrada, okej. Meni je to tako všeč, ker glavno, naprimer, komaj čakam, da grem tja in mislim, ja, glavno, 3 treninge na teden imam, okej, zdaj naredim še enega in to bo zadnji in bom končno lahko šla v hrib, da ne bo na isti dan s treningom in sem tako vesela. In v glavnem vem, da zraven vzamem to svoje neko dovoljeno pregreho, ki pač jo čakam in meni je dovolj in je fajn. In se na nek način, ne vem, vsaj pri meni to deluje, živiš od srečnega trenutka do srečnega trenutka in tako nekako lažje prideš skozi. Se pravi, ustvari si svoj mini comfort zone in se mi zdi, da bo lažje. Uživaj vsem, kaj delaš, ne? Ker zakaj je tako težko ljudem, zakaj to ni sustainable, ko dajo hidrate stran in vse, ker si ne postijo nič, kaj jim je dobro, ker iskreno, verjamem, da sigurno i komu ja, ampak govorim za večino, komu je fajn, da ti vsak dan ješ samo meso in zelenjavo, nobenemu. Vsak ima rad hidrate, če nimate radi hidratov, ste čudni, sorry. Tako da definitivno ja. Da vas se dotakniti malo tvojega potovanja. Je bilo to najdaljše potovanje, če zdaj ne gledamo Slovenija, da si šla na Norveško za 3 tedne? Je bilo to najdaljše potovanje? Najdaljše časovno? Časovno. Nasploh v življenju? Ja. Zelo zanimivo vprašanje. Ne, imela sem že daljše potovanje, enkrat prej enih mogoče. Sem že stara 10-12 let nazaj, 15 let nazaj. Ne 15 glih, enih 10 let nazaj sem že šla za 1 mesec v Anglijo, za pač to, da nadgradim svojo angleščino. Pol sem tudi hodila za dlje časa do sestre v Belgijo, tako da to so bili bolj take trips. Ja, potovanje. Ta pa je bil, nisem bila tam 3 tedne na Norveškem, jaz sem bila 2 tedna. Malo manj kot 2, mislim 12 ali 13 dni. To je bilo čisto. Se je zdelo 3 tedne. Ne vem, zakaj sem za 3 tedne. Mogoče, ker je ena punca tudi bila, mislim, da na Helsinkih 3 tedne. Možno. Tako da čist blizu Rusije. Kako ti je bilo? Odlično. Rekla si prej, da je bila hrana dražja, to sem si zapomnila. Zanimivo, ker jaz sem pristaš naravnih stvari, naravne hrane, to mislim, da si ful dobro zapomnila, ko sem ti na začetku rekla, ko sem me vprašala, če jemljem kakšne pač dodatke, oziroma če sem pripravljena kaj jemati, oziroma neko vprašanje je še bilo zanimivo. Pa če imam kakšne težave zdravstvene, tudi z menstruacije, jaz sem rekla ne. In tudi, če želiš, da kaj jemljem, kar lahko povzroča, ko jaz ne bom nič jemala, ker dejansko se zdaj izogibam po večini vseh teh sprocesiranih stvari, tudi če gre za beljakovinske dodatke,
Če to deluje zate, za kogarkoli drugega, to ni bilo mišljeno tebe, je fajn, odlično. Jaz imam zadržke, oziroma vidim tudi, kako moje telo reagira na določene sprocesirana živila in se jih zato raje izogibam. Oziroma nadomeščam z živili, na nek način čistimi živili, pač ki so čiste, konec. Ne? Na Norveškem pa je bilo prav zato čudovito, ker smo bili čisto odmaknjeni od nekih mest, od nekega centra, smo bili čist ob pač morju, ob obali in smo šli tja, ker je naš tim bil pripravljen za ribolov. To so prav navdušenci nad ribolovom v odprtem morju, da greš ob 8 zjutraj, prideš ob 8 zvečer. To je zelo zanimiva izkušnja. Sem enkrat šla na kratko, potovanje sem rekla, dovolj, odlično. In zato smo se po večini prehranjevali z res čistimi stvarmi. Meni je to bilo tako fajn, ogromno stvari so tudi prinesli zraven, ker so prišli z avtom na Norveško, en del našega tima, so prinesli tudi v hladilnih škatlah organsko meso, ne vem, neka olje, med, vse lokalno, vse v glavnem z nekih kmetij in to v takih biokmetij. Jaz sem bila srečna. Kuhali smo dosti, ampak vse je bilo res, ne vem, ta sveže ulovljena pa očiščena, narezana riba, takoj na žar. Ne? Pač to ješ, oziroma meso. Tako da ja. Šli smo tudi vsekakor v trgovino, je bila samo ena trgovina zraven in to je nekaj 15-20 minut oddaljena. Pa smo kupovali bolj zelenjavo, jagodičevje, sadje, pa določena žita, bolj ajdo, ješprenj. Je pa res, da sem za vsak slučaj vzela svojo brezglutensko moko. Jaz sem mislila, kaj pa, če ne bo nič. Na gluten in na laktozo. Ne, ampak ne maraš pa ne bo laktoze. Lahko povem. V glavnem, nimam jaz alergije na gluten. Jaz imam intoleranco na pšenico. Samo na pšenico. Ampak sem izločila vse te glutenske zgodbe. Je pa res, da zadnje čase opažam, da imam tudi določeno reakcijo na visoko laktozne stvari in to, naprimer, če uživam skuto, kefir, karkoli od tega, nekajkrat na teden mi zelo paše. Če pa pride do tega, da uživam vsak dan po nekajkrat jogurt, pač mleko, pač karkoli že, ne vem, skuto in tako naprej, sem začela opažati, da imam nepravilnosti na koži. Zato sem rekla, da mogoče zdaj je čas, da tole dam stran in da vidimo spet raziskovanje. To sem tudi recimo jaz ugotovila, ko smo že tu, se mi pojavile kar težave s kožo lani in tudi z želodcem, prav tiste bolečine. Nisem vedela, kaj je. Ja, res kortizol je bil v nebesih, ker sem bila ful pod stresom. Ampak ja, dejansko marsikdo se sprašuje, zakaj, kaj je narobe z mojo kožo, pa ne pogleda ravno tega dejavnika, ker laktoza je lahko dostikrat dejavnik za neke težave s kožo in jaz prav pazim, čim, pa nimam za grškega jogurta na stalnem jedilniku, ampak se ga včasih malenkost po makrohranilih vtaknem kam notri in prav pazim, ko da, ne vem, vse mi je ful dober struktura, res lahko ogromno stvari narediš, saj ti veš, ko kaj pečeš, to komod pride prav, ampak ja, je pa tu potem struktura kože. Glede trgovinice, tu se mi vseeno zdi, mogoče je bila malenkost dražja ravno zato, ker niste bili nekje v centru mesta, ampak ste res bili pač odmaknjeni od vsega, Kot pravijo naši znanci, kot sem rekla, drug del tima so prišli iz Nemčije in glede na to, da že več let zaporedoma hodijo tja na isto lokacijo, na Norveško, so rekli, da pač je skozi bilo ful drago. Je pa res, da v zadnjem času so se tudi v Nemčiji ful dvignili cene, tako da zdaj razlika ni tako očitna, je pa vsekakor veliko bolj očitna. Naprimer za enkrat, ko smo šli v trgovino in smo vzeli res čist neke navadne stvari, brez naprimer alkohola, brez nekih, ne vem, sprocesiranih živil, ne vem, nekih čipsov, brez ničesar, ne vem, nekaj žita, neke mlečnine, pa sadje in zelenjavo, 240 €.
Mislim, Mislim, da boš rekla tak Oj. 70. Aha, no, tako malo, ja, vzameš malo več, jaz ne pravim, da vzameš samo en paradižnik pa en jajčevec, ne. Ja. Vzameš malo več, ker nas je bilo tudi več, ampak vseeno tako, zanimivo. Se mi zdi, da te stvari, za katere bi v Sloveniji plačal, ne vem, pol manj, tu je pač taka cena. Čakaj, s kom si bila to? S prijatelji, ja, ki smo tudi razpršeni po... Torej za Rusijo. Tudi z rusko govorečimi, ja. Pa se zdaj, ko si tukaj, se družiš po večinoma z Rusi? Veš kaj, zadnji čas bolj ne. Sem se bolj osredotočila na Slovence in Slovenke. In na začetku se spomnim, sem pa prav čutila to potrebo. Se mi je zdelo, da kako se bom znašla, če nimam ruščine zraven. Ne? Predvsem sem zahaklila vedno ljudi, ki so bili nekaj časa tu in so malo govorili slovensko oziroma so malo razumeli vsa ta pravila, ki pri vas tu funkcionirajo, ki se le razlikujejo. Ja, zdaj pa se mi zdi, da več te potrebe nimam in čeprav ena zelo zanimiva stvar, mi sledi kar nekaj rusko govorečih preseljencev v Slovenijo na Instagramu in mi zelo pogosto kaj ne pišejo v ruščini, oziroma imam tudi, veš kako imam? Vsaj enih 5 sledilk, ki mi stalno pišejo, ker imajo korenine ruske in ker govorijo rusko. In naprimer, če že imam stik ali s svojimi družinskimi člani ali pa takle nadaljavo. Ja, kot sem že prej rekla, v zadnjih letih, zaradi te zanimive svetovne situacije, sem izgubila tudi nekaj rusko govorečih znancev, znank, prijateljev, prijateljic. In ja, sem ostala bolj na slovenskem področju. A ti je zdaj ti je fajn to deljenje na Instagramu ali se kdaj počutiš overwhelmed, tako da ljudje pričakujejo, da nekaj deliš, ali ti je to res kot hobi, ki te sprošča in je to? Se mi zdi, da včasih pride tak trenutek, da predvsem, ko si nekaj načrtujem in si preveč stvari zadam za določen dan in če energijsko na ta dan nisem dovolj nafilana, se lahko zgodi, da določene stvari naredim brez užitka oziroma ne naredim. Večkrat se tudi privoščim brez slabe vesti, da se umaknem, da pač se sploh ne pojavim en dan, 2 dni in pol pridem spočita nazaj. In isto tudi rečem, naprimer zadnjič mi je tudi ena deklica napisala, da zelo spoštuje to, da ko naprimer me ni nekaj časa, tam je bilo tako zanimivo, wow, si opazila, da me ni bilo, wow, take zanimive zgodbe. V glavnem, zelo mi je všeč, da ko te ni, se ne opravičuješ. Se opravičujem, da se nisem javljala in tako naprej, ne, ker se ne rabiš opravičevati, ker je fajn. In jaz mislila, res ne rabiš. In meni je to fajn, da naprimer to sem na nek način, na nekem podzavestnem nivoju vedno delala, zdravo, pač zdaj sem lepo spočita, nazaj in tako naprej. Se pravi, tudi sprijeto je to lahko na drugačen način, bolj prijeten način, da res nisi nobenemu nič dolžen, od tebe ne daješ občutka, da od tebe lahko nekaj pričakujejo. Mislim, da to je to. To se mi zdi zelo zanimivo. Zdaj imam pa še za konec eno vprašanje. Kaj bi rekla, da je neka stvar, ki tebe ohranja mlado, ki te ohranja... Glede na najno razliko v letih se ti res zahvaljujem za to. Zato, ker pač res super izgledaš, res. Lahko poveš, sigurno bo koga zanima tvoj skincare rutin? To je bolj za nek poseben podcast, bi rekla. Je pa res, da vsega, česarkoli se držim v življenju, se lotim v življenju, vedno je prisotno raziskovanje. Zdaj zadnje čase, naprimer tudi, ker se mi je poslabšala koža, kot se še nikoli. Naprimer tudi v najstniškem obdobju nisem imela takih nekih, ne vem, kar nekih aken in težav. Zdaj, naprimer, se to dogaja in raziskujem vzroke, raziskujem, naprimer, tudi kar se tiče živil. V vsakem primeru pa
glede na to, da se držim bolj naravnega pristopa glede tega, kar vnašam v svoje telo, upam, da mogoče kdaj pridem na ta nivo, da se bom držala vsega naravnega, tudi kar nanesem nase. Še nisem tam, zdaj vedno uporabljam polno, mislim, to da bi ti rekla, jaz imam 3 favorita, ki jih uporabljam vsak dan. Aha, če Povej. pogledaš mojo omarico, Povej. jaz imam njih 33. 33 stvari, ki jih skozi neki, danes pa opala, tole bom zdaj vzela. Tako da, nažalost, ta del še ni urejen, tako da, ja, težko bi kaj rekla na to temo, je pa res, da raziskovanje je pomembno. 3 favorite si omenila. Ne, sem rekla, da ne morem reči, Da ne ker jih moreš imam reči 33. Okay. Uporabljaš kako korejsko kozmetiko? Ba je ful nežna za kožo. Jaz uporabljam kisline, Okay. jaz uporabljam tudi naravna olja, jaz uporabljam tudi, med drugim, ne, tak, če bi zdaj naštevala squalen, naprimer naravni izvleček iz olivnega olja, če se ne motim, uporabljam tudi vse te hidrolate vrtnice, pa vse te zgodbe. Gledam, take bolj Čajevca. To pa še nisem, imam samo Malo vrtnico doma. poseben von. Ja, boljše, če imaš vrtnico, je bolj prijetno. Ampak verjetno čajevec že celi, oziroma že malo izboljšuje stanje, vrtnice pa sam vlaži. Definitivno. Hvala ti, ker si prišla, hvala ti, ker si delila svoje izkušnje in za Slovenijo in z Rusijo. Definitivno si dosti pametnega povedala. Zdaj, če še imate mogoče za njo kakšno vprašanje, lahko zapišite v komentar. Všečkajte ta video, pa se vidimo naslednjič.